Kitajski Leapmotor je desetletje stara avtomobilska znamka, danes pod 51% lastništvom Stellantisa in model C10 je njen paradni konj. Kot pravijo odgovorni, je glavna naloga te znamke na trg pripeljati cenovno dostopne, predvsem električne avtomobile. V tem primeru gre torej za cenovno dostopnega električnega SUV-ja, ki se s pomočjo slovenske ekosubvencije cenovno spusti krepko pod 30 tisoč evrov. Kakšen je Leapmotor C10 kot električni avto? Za začetek smo ga odpeljali na normni krog, kjer smo v ugodnih temperaturah, malo pod 20 stopinjami Celzija, izmerili povprečno porabo dobrih 17 kWh na 100 prevoženih kilometrov. To pomeni, da boste lahko pri mešanem ciklu z enim polnjenjem poleti prevozili okoli 400, pozimi pa okoli 300 km. Torej, gre za dokaj učinkovit električni avto, ki mu pri tej učinkovitosti pomagajo tudi aerodinamični dodatki, na primer maska, ki se zapira, in pa kljuke, ki so, poglejte, popolnoma skrite. Najprej moram izpostaviti, da vozne lastnosti niso enake kot pri različici tega avtomobila, ki je na voljo na kitajskem trgu. No in to najbolj občutimo takrat, ko prestavimo v način sport. Kitajski inženirji so zdaj že zanesljivo ugotovili, da se v Evropi precej več vozimo po ovinkih. No in zato so morali podvozje pa tudi krmiljenje precej drugače nastaviti. Ampak tega dela niso opravili sami, ampak so ga zaupali italijanskemu Maseratiju. Torej se ta italijanska vozniška ekspertiza pozna. Še vedno vozne lastnosti niso povsem enake kot pri tistih pravih Maseratijih, no ampak kljub temu voznik dobi precej več občutka na volanu oziroma boljši občutek pri vožnji, kot smo ga bili doslej vajeni pri kitajskih avtomobilih. Tisti, ki si želite udobja, pa boste, kot vedno pri kitajskih avtomobilih, tudi tokrat prišli na svoj račun. Ko takole preprosto prestavimo nazaj v način komfort, krmiljenje postane izredno mehko in lahkotno.